Živijo, Jure tukaj, Mehanik hrbta. Danes vam bom predstavil 5 največjih zmot o vašem hrbtu in vam podal 5 rešitev. Prva zmota, ki jo pogosto slišim od svojih strank, je dviguj počasi. Torej, pogosto mi ljudje pravijo, da so jim različni strokovnjaki rekli, da morajo dvigovati čim bolj počasi. Tako naj bi varovali svoj hrbet. Pa je to res? To ne drži. Zakaj ne? Ker počasno dvigovanje pomeni tudi dvigovanje pod daljšo tenzijo. To pomeni, da je vaš hrbet dlje časa obremenjen. Primer. Vidite tele uteži tukaj spodaj? Torej, jaz bi lahko te uteži dvignil počasi in iz počepa, tako pogosto svetujejo različni strokovnjaki, in s tem tvegal veliko večjo poškodbo in bolečine v hrbtu, kot pa če bi dvigoval pametno. In pogosto je dvigovanje pametno hitro dvigovanje. In sicer lahko se uprete ali pa preprosto utež date malce bliže, se vi postavite bliže k uteži in dvignete bodisi iz izpadnega koraka, bodisi iz predklona, bodisi dvignete z nihanjem. Kako to izgleda? Si postavite breme, omaro, ki jo nosite na nogo in potem hitro cuknete in omaro vržete gor ali pa breme vržete gor. Torej, dvigovanje počasi, dvigujte učinkovito. Torej, pogosto učinkovito pomeni čim hitreje. Zmota številka 2. Pogosto slišim od mojih strank, da je dobro dvigovati čim bolj iz počepa. Zakaj ljudje dvigujejo iz počepa? Jaz namreč tako zelo hitro prepoznam nekoga, ki ga boli hrbet. Kajti, če vas dlje časa boli hrbet in eden od indikacij, da vas boli hrbet, je ravno to, da niste zmožni narediti normalnega upogiba v kolčnem sklepu, zato se protektivno postavite čim bolj gor in probate in takšni ljudje skušajo vse dvigovati iz globokega počepa. To je slabo predvsem za vaše kolena, utrujate s tem noge in pa hkrati tudi na dolgi rok uničujete hrbet. Na kratek rok ste se malce izognili sicer bolečini, ampak na dolgi rok boste še dodatno zategnili zadnje hrbtne mišice, ker vas bo protektivni element v glavi, torej protektivni mehanizem, ki vas zakrči nazaj, silil v to držo, zelo ekstenzijsko držo. Kaj narediti? Torej, naučiti se morate zdravega, dobrega upogiba v kolčnem sklepu. Namreč dvigovanje iz kolčnega sklepa, kjer gre zadnjica nazaj in dvignete breme, bodisi z eno, bodisi z dvema rokama in učvrstite trup, tako da ga fiksirate skupaj. Takšen način dvigovanja ne bo povzročal bolečin, ukolikor se ga naučite z strokovnjakom. Torej, takšen tip dvigovanja vam bo fiksiral hrbtenico, ne bo prihajalo do sil lomljenja, pač pa bo hrbtenica stalno lepo čvrsta in stabilna. Zato dvigovanje iz počepa ni dobro. Zakaj? To je znak, da nekaj z vašim hrbtom ni v redu. Izogibate se upogibom. To je kratkoročna rešitev, ki vas bo na dolgi rok pripeljala do tega, da boste razvili hudo ekstenzijsko bolečino. Verjemite mi, veliko takih strank vidim vsakodnevno, stalno pobirajo iz počepa. Na kratek rok vam bo morda koristilo, zaradi tega, ker niste sposobni dobrega upogiba v kolku, ampak na dolgi rok dajte se naučiti upogiba v kolčnem sklepu. Dajte se naučiti tehnike higiene hrbtenice, ki jih tudi pri nas učimo, da umirite bolečino v začetnem stadiju in potem počasi napredujete na večje obremenitve. Ne se izogibati s tem, da probate goljufati telo in stalno pobirati iz globokega počepa. Res svetujem. Zmota številka 3. Bodi čim bolj pokončen. Vaši starši so vam verjetno že velikokrat rekli, ali pa marsikateri strokovnjak, vaš sodelavec, ko ste se malce bolj takole držali za stolom, dajte se postaviti čim bolj pokonci. Kaj je problem tega nasveta? Mnogo strank, ki jih vidim, ki pridejo do mene s težavami s hrbtom, ima težave ravno zaradi tega nasveta. In sicer zakaj? Primite se s 2 prstoma za vaše ledvene erektore, to so mišice tukaj ob hrbtenici. In pojdite sedaj za glavo malček naprej
ali pa malček nazaj. Čutili boste, da ko greste naprej, postanejo mišice trde, ko greste pa nazaj, se pa zmehčajo. In zdaj poskušate še vedno imeti prsta gor in se zategnete nazaj. Torej, postavite se po konci. Puf. Kaj boste čutili? Čutili boste, da so ti erektori zadaj spet trdi. Na svet, da se postavite po konci, na silo, torej, da se prisilno držite vi po konci, ko hodite, ko sedite za računalnikom, je zelo slab nasvet. Na kratek rok boste ustregli željam publike, ampak na dolgi rok boste s tem razvili hude ekstenzijske bolečine in pa kronično zakrčenost zadnjih ledvenih mišic. Dajte se postaviti po konci, ampak ne tako, da boste zategnili mišice nazaj. Preprosto se malce potisnite ramena nazaj, malce glav nazaj, postavite se bolj v odločno generalovo držo, torej ne napeto, ne robotsko, ampak sproščeno, vendar pokončno. Sproščeno, vendar pokončno. Na dolgi rok vam pa svetujem, da popravite svojo držo. Popravljali pa ne boste tako, da se boste na silo držali gor, ampak tako, da boste spremenili svojo higieno gibanja, higieno sedenja, način, kako sedite, in pa, da boste vključili v svoj režim tudi neko zdravo vadbo za vzdržljivost in moč, ki jo izvajamo tudi pri nas, v našem centru, in na dolgi rok boste tudi samo ravnotežje mišic, sil, ki vlečejo naprej in nazaj, spremenili in bo vaša drža brez naprezanja lepa drža. Torej, ne se naprezati, da pridete v lepo držo. Zmota številka 4. Pogosto slišim od mojih strank, ki so popolnoma dostikrat zmedene, da morajo stiskati popek čim bolj notri. Da kadarkoli nekaj dvignejo ali pa ko hodijo, morajo se zategovati na notri, vleči popek notri in zraven še stiskati mišice medeničnega dna. Glejte, takšen nasvet je popolnoma skregan z zdravo človeško, kmečko logiko vašega telesa. Namreč lovci pred tisočimi leti, ki so tekli za mamutom in ga lovili, niso vmes razmišljali o mišicah medeničnega dna in stiskanju popka na noter. Učvrstili so trup in vrgli kopje. Močan čvrst trup ob zamahu, ob dviganju je bil tisto, kar je zavaroval njihovo hrbtenico. Med samim bodisi ležanjem, sedenjem, hojo, stojo, tekom, so pa bili relativno sproščeni, torej ne stalno zategovati popka notri in ne stalno stiskati mišic medeničnega dna. To ni v redu za vaše telo. Prav tako na vašo hrbtenico ne bo imelo odločilnega vpliva. Namreč te mišice medeničnega dna, ki so tukaj spodaj, in pa mišice kot so transversus, so premajhne mišice, ki imajo premajhen vpliv na stabilizacijo vaše hrbtenice, ki je dolga takole, od vratu pa dol do medenice. Torej, mišice, ki odločilno vplivajo na stabilizacijo vaše hrbtenice, so mišice, ki so okoli vaše trebušne votline in pa ki se nahajajo od ramenskega obroča pa vse dol do medenice. Da učvrstite te mišice, vam svetujem naslednje. Čisto preprost nasvet. Primite se takole ob strani, stisnite z rokami notri v trebušček in se zasmejte. Zasmejte se, lahko se dobro nasmejite, kakšni šali, in s tem, ko se boste zasmejali, boste začutili okoli, kako se vam lepo vklopijo celoten sistem mišic. In to vam da tisto čvrstost, tisto odločnost in tisto stabilnost, ki jo potrebujete v trenutkih, ko rabite nekaj dvigant, odpret, zamahnt, udarat. Zmota številka 5. Ali je vaja, ki jo pogosto videvam na vseh listkih, ki dobijo moje stranke, da je nujna vaja za bolečine v hrbtu, to je vaja dvig bokov, ali je ta vaja res tako smiselna in uporabna vaja za odpravo bolečin v hrbtu? Ne, ni. Kot prvo, za odpravo bolečin v hrbtu, kot že veste verjetno iz moje filozofije in mojih razlag, je potrebno razumevanje vaših vzrokov bolečine, ki so specifični za vas. Potrebno je razumevanje vašega celega dne. Samo ena vaja vam ne bo odpravila bolečin. Kot drugo, ta vaja ima precej slab prenos v realno življenje. Kaj to pomeni? Da stvari, ki se jih boste učili s to vajo na tleh, z dvigovanjem bokov, ne boste prenesli v realne gibe. Mi želimo vas naučiti realne gibe, ki jih delate vsak dan. Namen te vaje naj bi bil aktivacija glutealnih mišic. Pogosto pa videvam, da se pri tej vaji
ljudje, ki so že tako kifotično zaprte drže, še bolj zaprejo v zgornjem delu in še bolj povečajo ledveno lordozo tukaj spodaj. Nažalost se pogosto vklapljajo bolj hrbtne mišice, kot pa glutealne mišice. Pri tej vaji namreč zelo pogosto pride hitro do kifoze v sprednjem delu in lordoze v ledvenem delu. Zato se bolečine dostikrat povečajo. Prav tako, kot sem rekel, ta vaja ni gibalni vzorec, ki bi ga realno vi uporabljali v vsakodnevnih opravilih, ki jih imate v življenju. Zato vam bolj priporočam, da naredite naslednje. Dajte najprej raztegniti vašo kifotično držo in se postavite tako, da greste z komolcema na neko površino, nek stol in se lepo pretegnete dol. Probajte iti takole s prsnico, s prsno kostjo, lepo dol, da čutite razteg pod pazduhami. To je prva stvar, s katero boste malce omilili tole vašo kifotično držo. Druga stvar, za aktivacijo glutealnih mišic izvajajte funkcionalne gibe, kot je učenje upogiba. Upogiba v kolčnem sklepu. To. Ali pa to. Ali pa preprosto brez uteži najprej. Se samo takole primete, rahlo učvrstite, kot sem prej rekel, se zasmejete in greste lepo nazaj in naprej. In probate pri samem predklonu namesto hrbta čutiti vašo zadnjo plat. In boste videli, da bo za aktivacijo in učenje vaših možganov, da se povežejo z glutealnimi mišicami, ta vaja veliko bolj funkcionalna in obenem veliko bolj primerna. Tukaj boste namreč izničili mišice hrbtnega dela in bolje aktivirali sprednji del in pa seveda to, kar želimo, glutealni del. Morate pa biti 100% skoncentrirani. Vi ste tisti, ki upravljate svoje mišice, zato ne imeti šuma zraven, ne poslušati glasbe zraven, Bodite povezani vaš in mišica eno in da res nadzorujete vse vaše dele telesa, kot sem rekel. Takrat se boste naučili, da bojo res se vklapljale vaše glutealne mišice pri vseh dvigih vsakodnevnega življenja, medtem ko hrbtne mišice ne bodo tiste, ki bodo primarno obremenjene. Veselo nedelo, upam, da sem vam podal čim več dobrih rešitev. Tako da lajkajte, všečkajte našo YouTube stran, všečkajte tudi mehanichrta.si, obiščite stran mehanichrta.si, Kinvital in pa pogledajte si naše videe in tako naprej. Tako da se vidimo naslednjič.